par naših izkušenj. V podjetju Lovica hiše se ukvarjamo, kot že samo ime pove, z nizkoenergetskimi lesenimi hišami. Lansko leto smo zaključili zelo uspešno, zrastli smo glede na leto 2009 za 35%, tudi za letošnje leto načrtujemo takšno rast, kar pomeni, da kljub recesiji, kljub jamaranju, kljub stečajem in tako naprej, ki vsak dan vidimo, se da tudi v takšnem okolju rasti. Eden od stebrov naše rasti v lanskem letu in v letošnjem letu je tudi izvoz. Jaz se strinjam z vsem, kar so povedali kolegi pred mano. Italija je zanimiv trg, Italija je pomemben trg, Italija je velik trg in predvsem je pa Italija, vsaj za nas, Evropska unija v malem. Italija je na eni strani enovita država, na drugi strani je razdeljena na regije. Vsaka regija ima neke svoje zakone, vsaka regija ima neke svoje pravila. Vsaka regija z različnim tempom spreminja svoje pravila. In če se podajate v Italijo, morate vedeti, da bo zelo, zelo zabavno, bo zelo, zelo dinamično. Italija je izjemno tradicionalna država. V Italiji človeški odnosi pomenijo več kot kjerkoli drugje v Evropi. V Italiji, če ne znate jezika, je boljše, da se ne odpravljate, ker gre po eni strani je znak spoštovanja, da znaš govoriti jezik države, kamor prihajaš. Po drugi strani smo pa videli, da je velika večina podjetij pri pa pol zaposlenja. In če nimajo časa svojih poslovnih knjig voditi, potem se nimajo časa tudi angleško naučiti. Na Južnem Tirolskem pridete skozi z nemščino, v vseh ostalih predelih Italije morate znati pa italijansko. Mi imamo za vsak trg, na katerem smo prisotni, imamo native speakere. Se pravi, za italijanski trg, na italijanskem trgu delajo samo ljudje, ki so odraščali ali se šolali v Italiji. Za tisto, kar izvažamo v Nemčijo, delajo ta trg ljudje, ki govorijo tekoče nemško in pokrivajo tudi Avstrijo in nemško govoreči del Švice. Za naš izvoz v Turčijo imamo ljudi, ki govorijo turško, za naš izvoz v Ukrajino imamo ljudi, ki govorijo rusko. Zdaj, verjetno ste opazili, da nisem naštel ne Hrvaške, ne Srbije, ne Makedonije. Mi smatramo, da izvažati v ex-Jugoslavijo ni izvoz. To ni nek trg, ki si ga mogel osvojiti, to je trg, kjer si bil vedno prisoten, potem so pa politične razmere pripeljale do tega, da so to kar nenadoma postale tuje države in se to nenadoma šteje kot izvoz. To realno gledano ni izvoz. In vsa podjetja, ki se širijo samo v ex-Jugoslavijo, v bistvu ne izvažajo, ampak samo pač na drugačen način postavljajo že prej vzpostavljena gospodarske tokove. Mi smo se zavestno odločili, da nas bivša Jugoslavija ne zanima, niti ne bo zanimala v bližnji prihodnosti. Iz večjih razlogov, najpomembnejši razlog je to, da bi tam morali tekmovati s ceno. Mi smo proizvajalci visoko kakovostnih hiš, pri nas se začne vse že od nabave lesa in vsega materijala, kupujemo samo najboljše in mi s ceno ne moramo tekmovati. In tudi na nobenem trgu, vključno slovenskemu, ne tekmujemo s ceno. Zato smo se pač obrnili na trge, ki znajo te stvari ceniti in kjer lahko dosežemo ceno, ki je primerna našemu produktu. In to je recimo prva stvar, ki se jo mora vsako podjetje odločiti, prvi zdefinirati svoj produkt, kdo si, kaj proizvajaš in najde temu primerno tudi trg. Tradicionalno je bilo v Lovici, je bila Nemčija, vsaj na področju hiš, trg, kamor se praktično samo v Nemčijo se je izvažal. In jaz sem pred enim letom prevzel podjetje in se rekel, zakaj pa? Ja, pač
Ne vemo, čisto se ne spomnimo, to že 30 let delamo in vse super laufa, Nemci so fajn, Nemci vse, kar pošljajo, potem nobene črtice ne spremenijo. Italija je drugačna. V Italiji se vse stalno spreminja. Tudi ko že potrdijo projekt za hišo, ga potem še naknadno spremenijo, pa še enkrat, pa a lahko sam še enkrat spremenim in potem, ko je dokončno potrjen, ga vsaj še 3-krat spremenijo. Ampak to je pač del kulture in na to se je treba navaditi in temu se je treba prilagoditi. Ker če nisi fleksibilen, ne boš v Italiji uspel. Italijani dajo izjemno veliko poudarka na odnose, ki so face to face. Se pravi, z italijanskimi, v Italiji ne posluješ s podjetji, ampak posluješ z lastniki podjetij, ker so večinoma to mehna. In z njimi se moraš stalno dobivati. Z njimi moraš iti na kosilo, z njimi moraš iti na večerjo, ko si zelo dober z njimi, te povabijo mogoče tudi čez vikend k sebi, ali pa mogoče, da 1 do 2 dneva preživiš z njimi na morju, ampak komunikacija samo po telefonu in po mailu, kar se da super delati z Nemci, pa z Avstrijci, pa z Švicari, v Italiji ne gre. Zato, ker je enostavno družina in ta osebni odnos je tako pomemben, da je treba zelo veliko časa in energije namenjati temu. In večinoma na teh sestankih, vsaj kadar jaz pridem, se o poslu kot takem niti ne pogovarjamo. Pogovarjamo se o milijardi drugih stvari, 80% časa in potem 20% na koncu namenimo tudi poslu. Ampak tudi moji obiski, recimo kot direktora podjetja, kar je zelo pomembno v Italiji, da direktor pride, niso namenjeni operativno poslu, ampak temu, da se še bolj spoznamo, da še bolj navežemo stike in da potem, ko bo on dobil ponudbo od kakšnega našega konkurenta, da bi delal z nami, reče, lejte, z njimi pa delam že toliko in toliko časa, z njimi imam take in take stike, toliko in toliko stvari smo že doživeli skupaj in jih ne bom zamenjal. Tako da Italija počasi postaja naš najpomembnejši trg. Po potresu v L'Aquili je seveda tudi percepcija povprečnega Italijana glede lesene gradnje postala drugačna. Lesena gradnja ne samo, da je energetsko zelo učinkovita, kar je v Italiji pomembno, ne samo, da je ekološka, kar je v Italiji izjemno pomembno, ampak je tudi potresno varno. In to je recimo bil trigger, da vidimo zdaj v zadnjem času eksplozijo naročil iz Italije. Mi približno 50% naše proizvodne izvozimo. V lanskem letu je naš izvoz rastel za 22-23%. In velika večina te rasti gre na račun italijanskega trga. Zato, ker imamo zelo široko mrežo, zelo široko partnersko mrežo in to je še ena stvar, ki je izjemno pomembna. Nastopati sam na italijanskem trgu brez partnerjev Italijanov je izjemno težko. Iz večjih razlogov. Prvič je zakonodaja zelo zapletena. Drugič je, mi Slovenci pozabljamo, da kadar pridejo kakšni tujci k nam, imajo izjemne težave, ker mi smo tle vsi sošolci, pa bratranci, pa prijatelji, pa sosedje. In tudi v Italiji je to tako. Ti prideš v eno okolje, kjer se družine med sabo poznajo že stoletja, kjer so že dedje skupaj delali, pa pradedje, pa očetje, pa tako naprej. In si zelo skrajšaš čas, če enega partnerja vključiš v to, ker s tem dobiš tudi celotno njegovo socialno in poslovno omrežje. In on pozna vse zakone, on ve, kaj se bo kdaj spremenilo, on ve, zakaj je kakšna stvar napisana v zakonu in kako se temu tako ali drugače izogniti. In to se je nam izkazalo za zelo, zelo dobro strategijo, da delamo ves posel in da ga bomo tudi delali v prihodnosti preko italijanskih partnerjev. Ker edini na ta način lahko v bistvu obvladujemo vsa tveganja, ki so na tako velikem trgu, kot je Italija. Ker enak način imamo tudi v Avstriji, tudi v Nemčiji, na vseh trgih izven Slovenije delamo preko partnerjev, zato ker drugače bi morali imeti v podjetju še vsaj 30 do 40 ljudi zaposlenih, ki bi spremljali dnevno, kaj je novega
v Italiji, kaj je v kakšni regiji novega, kjer stvari se bodo spremenile, predvsem na gradbeništvu, kjer smo pač mi dejavni, ker hišo treba postaviti, je predpisov zelo, zelo veliko. In za razliko od Slovenije, v Italiji inšpektori hodijo na gradbišča in kaznujejo. In kazni so izjemno visoke. In kdor misli, da je to tako, kot pri nas, da pač inšpektor tako ne pride, ne, se moti. Pri nas skoraj na vsako gradbišče pride inšpektor pogled. In zelo, zelo, zelo resno jemljajo vse predpise, ki so. In če ne veš, kaj vse te čaka, če ti en papir manjka, dobiš kazen. In to je dejansko res, lahko ti zaplenijo, lahko te zaprejo. Kazni so pa za slovenske razmere enormno visoke. In zaradi tega pač mi smo relativno majhno podjetje, mi imamo na področju hiš 100 zaposlenih, naredimo 10 milijonov evrov prometa, mi se ne moramo privoščiti se zaplesti v 1, 2, 3 pravne spore v Italiji, ki bi stali tok in tok 10 ali 100 tisoč evrov. Ker smo videli veliko naših kolegov in konkurentov, ki so šli to pot in ki so v bistvu zaradi tega potem nekateri šli tudi v stečaj. Tako da Italija, ja, absolutno priporočam, ker je zelo, zelo lepo, jaz zdaj zelo forsiram, da bi mi imeli več partnerjev v Toskani, ne? Ja, ker je potem lepše jeti na obisk, predvsem zdaj v tem času je zelo lepo. V Italiji posel delati je zelo prijetno, je zelo osebno in kdor je človek, ki zna navezovati stike in prodajalci ponavadi smo ekstrovertirani, smo navajeni navezovanja stikov, bo v Italiji zelo užival in nikoli, ampak res nikoli, vam tudi sekunde ne bo dolg čas, če boste delali posel z Italijani. Hvala lepa.